Da mi povej, se pravi, ti si popeljal ta event management oziroma zgledanje teh dogodkov še na višjo raven, naredil si zdaj novo podjetje, Confiva Global oziroma Global, kjer res delate globalno zgodbo. Pa me zanima, kje pa ti vidiš prihodnost tega? A gremo res v ta metaverse, o katerem se veliko govori, pa bomo potem z virtualnimi očali, kako glede na to, da si... Kratkoročno tega definitivno ne vidim. Razlogov je več. Zdaj, če gledamo v poslovnem okolju, je razlogov to, da je več kot polovica ljudi v poslovnem okolju tehnično ni prilagodila svojega znanja. No, bom tako rekel, da bom blago povedal, da bi se prilagodila novim načinom, kot je metaverse. To je ena stvar, torej sigurno smo par generacij še odzadaj, če govorimo o mladih, ki so v igricah, ki so v teh stvareh, bi sigurno metaverse dosti hitreje vzeli za svojega. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z mano je danes en zelo poseben posameznik. Lepo pozdravljen, Jaka. Zdravo, živijo. Zdaj, preden gremo odkrivati tvoje dimenzije, širine, izkušnje, bi te jaz rad našim poslušalcem predstavil. In sicer, zdaj jaz sem v enem stavku nekako napisal, Jaka je podjetnik, je mentor, je predavatelj, je inovator na večjih področjih, pa hkrati tudi DJ, kar je noro in se bo tega tudi dotaknila. Zdaj pa, če gledam malo čez tvojo izjemno kariero, se pravi, ti si obiskoval Univerzo v Ljubljani, kjer si bil na začetku študent, sedaj si občasno predavatelj na področju upravljanja dogodkov oziroma nekega event managementa in pa poslovne etike. V svoji karieri oziroma med svojo kariero je tvoje podjetje, to je FM agencija, ki je bilo zelo uspešno, preraslo in prejelo veliko mednarodnih nagrad za izjemne dosežke v tej tvoji specifiki, se pravi v tej tvoji niši, industriji dogodkov, se pravi event managementu. To svoje znanje zelo rad prenašaš na študente, kakor sem že omenil, si predavatelj, si mentor. To podjetje, da še malo postavimo dimenzije tega FM agencije oziroma tega podjetja, je tudi, da je eno najbolj cenjenih butičnih agencij bilo za organizacijo dogodkov v celotni Adriatic regiji, kar je noro. Se pravi, več kot 2 desetletji si se globoko vključeval v event industrijo in tvoje stranke zelo rade te opišejo kot, da si izjemno kreativen, da si zelo strasten in vedno iščeš nove stvari. Hkrati pa si zanesljiv in rad dosežeš neke zastavljene KPI-je. Zdaj, v kratkem si se poleg tega, da si bil DJ, in zelo dober DJ, DJ Shark, če ga kdo pozna, oziroma tisti, ki se ga spomnite, si pa v bistvu se spustil tudi še na eno novo področje in sicer si ustanovil in si tudi ustanovitelj in direktor podjetja Confiva Global, ki pomaga podjetjem ustvarjati nek dodatni dohodek, oziroma če dava to na nek korak višji, je to profesionalna event platforma za online in pa hibridne dogodke. Tako da, tega se bo zelo hitro lotila, ker je to področje, ki je meni zelo fascinantno, ampak preden greva v vse te stvari, me zanima, če bila midva sošolca, si boš že takrat tak, ne vem, strasten, inovator, so te dogodki pa eventi vlekli? Mogoče ne bi rekel inovator v tistem času, če bi bila midva sošolca, predvsem se mi zdi, da bi opazil, da takrat in danes imam še vedno iste vrednote. Namreč izhajam iz družine, ki je poudarjala določene vrednote, med katerimi poštenost je bila ena zelo visoko cenjenih vse in tega se držim še danes. In takrat sem res tudi rad gojil na prijateljstvih na način, da sem raj dal več, kolikor pričakoval več iz druge strani. Zdaj, če govorim, kaj daješ, daješ vedno tisto, kar daješ iz srca, ne da pričakuješ kaj nazaj. In tak sem bil takrat, tak sem danes. Zaradi tega tudi en del tistih stvari, ki si jih opisoval, da rad tudi odpredavam, rad sem mentor, ker želim ravno te vrednote, ki jih vidim kot veliko pomanjkanje v gospodarstvu ali pa recimo v podjetništvu, da sem malo bolj ozek, jih probam pomagati širiti, namreč se mi zdi, da samo človeštvo vedno bolj izgublja na teh vrednotah, ki se mi pa zdi, da so za razvoj človeštva zelo pomembne. Če bi bil moj sošolc,
bi se verjetno oba ukvarjala veliko športom, ker sem takrat vsak dan veliko športov, bil strasten športnik in iz tega si tudi razvijaš ene svoje druge vrednote, kot so vztrajnost, nepopustljivost in tako naprej. Hkrati ne morem reči, da sem bil baraba, ker nisem bil, sem bil pa navihan. In jaz mislim, da navihanost ravno kasneje, potem ko odrasteš, ta navihanost preraste potem v eno kreativnost, da si drugačen, da se znaš v okoljih odzvati. Hkrati pa še zmeri ta glavno vrednoto poštenja nekako zdržuješ in da je v bistvu tisto vodilo, ki te vodi vse skupaj naprej. Skratka, jaz mislim, da bi se imela fino, veliko bi športala, kot sem rekel, malo bi tudi frnikulala, malo bi se ljubila okoli. To so bile stvari, ki jih mogoče današnja mladina ne pozna. Tako dobro, kot smo jih takrat mi, ko ni bilo telefonov, ko ni bilo nič, ko smo pod blokom žvižgali ali pa na glas klicali mamo pa očeta pa prosili, če smo lahko še pol ure dlje zunaj, ne. Ampak jaz se jih zelo lepo spominjam in probam, kakorkoli se da, dati tudi svojim otrokom vsaj en delček tega. The best. In se strinjam, verjetno bi res bila dobra prijatelja, športnika, bi se imela fajn. Me pa zanima, zdaj, velik del tvoje kariere je v tem event managementu oziroma organiziranju dogodkov in tako naprej. Kako si se pa ti sploh spoznal s to industrijo oziroma kako si začel, ker dejansko si potem ti to industrijo dvignil na višji nivo v taki regiji? Zdaj, če na hitrico naredim en repa, pomenil si, da sem bil DJ, res. To je, glasba je tudi moje veselje oziroma je nosim v srcu in jo bom vedno spremljal na takšen ali drugačen način, ampak ravno glasba me je nekako porinila v ta event management. Glede na to, da sem bil DJ, en izmed pionirjev, ki je v Sloveniji začel vrteti house glasbo, takrat tega drugi niso delali, večina ne, no. In je bilo potrebnega zelo veliko samopromocije, da si pač promoviral sebe, da si promoviral glasbeno zvrst, ki ni bila prisotna, in na tak način smo začeli organizirati svoje dogodke, glasbene, majčkene, za 50 ljudi, 100 ljudi, in potem so te zadeve rasle. Spoznaval si se z vsemi elementi, kako delati promocijo, kako komunicirati z ljudmi, pridobivati potencialne sponzorje, in na tak način smo rasli in tudi v bistvu jaz sem se povezal z določenimi posamezniki, takrat in tudi še danes prijatelj DJ Umek, smo delali mnoge stvari skupaj in ravno takrat smo prepoznali, da je slovenski prostor bil odprt, da delamo tudi večje glasbene dogodke, med katerimi smo v bistvu tisti, ki je imel res največ ljudi, je bila to Diskonautika, sicer z drugim poslovnim modelom, kjer nismo zaračunavali vstopnic, a ne glede na to, preko 100,000 ljudi se je Diskonautike udeležilo v enem vikendu v mestni občini Koper. Skratka, skozi te stvari smo se spoznali z vsemi podrobnostmi, pridobivanje dokumentacije, promocije, bukiranje nastopajočih, transport in vse te stvari so pripeljale do tega, da nam je to postalo zelo, zelo všeč, v bistvu en del našega življenja. Kaj nas je pa prevagalo, da smo šli v poslovne vode, je pa en tipičen primer, pa ga z veseljem tudi povem, in sicer mi smo delali eden kultnih slovenskih dogodkov, ki se je imenoval Mitmi na letališču v Divači. Tam smo res letališče spremenili v eno majhno mesto in tako naprej. In takrat je bil tudi prostor, da smo pridobili prve resne sponzorje. Naš prvi resni partner na tem področju je bil še podjetje Simobil, takrat je Dejan Turk bil še vodja marketinga, danes predsednik uprave, in pa v bistvu ena gospa Tanja Đurđević je bila v komunikacijah in takrat je ona videla priložnost, kako te zadeve povezati, torej glasbo in korporativni svet. Oni so imeli takrat blagovno znamko Orto in takrat so postali sponzorji. Ko smo mi to naredili, oni so bili zelo navdušeni in oni so rekli, ja, Madonna, zakaj pa vi nekaj takega naredite za nas? In mi smo glave skrbeli in smo rekli, ja, nič, prej smo delovali preko društva, smo rekli, bodimo resni in odprimo firmo. In leta 2004 smo odprli firmo, začeli delati za njih, ampak vedno bolj smo pa prehajali ne samo iz glasbenega področja, ampak so oni želeli širše delati dogodke, mi smo pa vse postopke znali, samo mogli smo se v korporativnem svetu nekih dodatnih stvari naučiti. In takrat nekako
skozi te stvari, skozi lastne dogodke, s pridobivanjem sponzorjev, torej jaz bi pa rekel partnerjev, ki so ugotovili, kakšne so prednosti dogodkov, takrat namreč dogodki še niso bili del marketinškega 360 spleta, ampak smo v bistvu se nekako pionirsko nekako to dajali noter v marketinške načrte in v nekje v obdobju dobrih 5 let je prišlo do tega, da so podjetja uvidela, kakšne so dobrobiti, da dogodki postanejo del njihovega marketinškega komuniciranja. Takrat smo tudi imeli že dosti dobro razvito podjetje, imeli smo 29 zaposlenih, na tak način začeli komunicirati in hkrati tudi pridobivati partnerje, s katerimi smo sodelovali ne samo v Sloveniji, ampak tudi širje. Naš največji partner na področju Adriatic regije, kot si sam omenil, je bil sigurno Philip Morris International, za katerega smo pa res skrbeli za kultne projekte, ker Philip Morris je bil podjetje, ki se ni smel oglaševati in ravno skozi orodje, kot so dogodki, je on lahko pokazal, kaj zna, s čim se želi izpostaviti in tako naprej. In tukaj je ta kreativnost res dosegla lahko vrhunec. Največ, kar so nam pa te veliki naročniki naredili, pa ta passion, strast do detajlov. In takrat smo izpopolnili, kaj je treba narediti, kako je treba narediti, da naročnik res ne razmišlja o podrobnostih, ampak da mi za njega pripravimo vrhunsko okolje, in se on res osredotoči samo na content in pa seveda na svoje goste in temu primerno naredi uspešen dogodek. In to smo nadgrajevali iz leta v leto bolj, mislim, da bi lahko rekel celo masterizirali. Kot pa si sam omenil, je pa pač leto 2020 bil prelomnica, ko je bilo potrebno narediti nekaj novega, namreč event industrija se je ustavila in takrat smo razmišljali, kako se obrača cel svet globalno, kaj dela na področju dogodkov, da ohranja to komuniciranje s končnimi userji ali pa naročniki, ciljno skupino, skratka, s katero vsaka blagovna znamka komunicira, in smo prišli do jasnega odgovora digitalizacije. Vendar digitalizacije na najvišjem nivoju in z tega naslova smo, kot si sam rekel, jaz niti ne bi rekel mogoče startup, bi rekel spin-off, naredili podjetje Conviva Global in iz nje gradimo globalno blagovno znamko, ki ponuja res vrhunsko rešitev. Torej, ne samo platformo, katero smo naredili, ampak rešitev pomeni, da deli tudi znanje skozi celoten proces organizacije dogodka in sledi tem KPI-jem, ciljem, ki jih vsak naročnik posebej tudi sam vzpostavil. Tako da moram reči, da sama pot od takrat, ko smo začeli pa do danes, zelo zanimiva, ampak verjamem, da še ogromno enih novih stvari pred nami, zaradi tega, ker prej, ko se zavedamo, da se cel življenje učimo, prej bomo vedeli, da je cona obdobja nikoli najboljša stvar, kjer smo. Mogoče za en kratek čas, da se majčkeno nadihamo, pogledamo okoli, ampak strah, učenje in pa rast so tiste stvari, ki nas delajo boljše, spodbujajo našo kreativnost in v bistvu rast tako na finančnih kazalcih in pa seveda tudi osebnostno. Daj mi povej, omenil si številko 100,000 ljudi v enem vikendu v Diskonautiki v Kopru. A je bil še kakšen, a je ta dogodek, ki ti je v bistvu rekel, to je to, kar hočem delati, a je bil kakšen drug dogodek, ki si se zavedel, pa si rekel, ta aha moment, ki mu pravijo Američani, ki si rekel, to je pa to, jaz hočem biti v tej industriji, hočem postavljati nove mejnike, hočem... Ne, jaz sem to že mnogo prej vedel, namreč sem zelo socialna oseba, in event management je nekaj, kar te pripelje do tega, da v bistvu tvoje delo ni nikoli monotono. Vsak dogodek je drugačen, vsak naročnik je drugačen, nimaš ene, kako bi rekel, avtomatizacije procesa, ki se mi zdi, da ubija kreativnost, ki ubija človeka, in v bistvu ravno zaradi tega, že torej, ko sem delal samo promocijo, sam za sebe sem videl, kako tem uživam in sem se nekako videl v tem, da bi to lahko jaz tudi delal dolgoročno oziroma se masteriziral z vsem znanjem in vsem, da bi v bistvu da bi do svojega pokoja bil nekako povezan s to industrijo. Daj mi še povej, ti imaš različne klobuke, od tega, da so že prej omenila, si se pravi zdaj direktor pa ustanovitelj, si predavatelj, si mentor, bil si tudi DJ,
A imaš ti kakšno posebno rutino, kakšen poseben recept, kako se pripravaš na vsak teden? A si zvečer v nedeljo pripravaš, a vsak dan sproti? Zdaj jasno, kar se tiče predavanj, definitivno si moraš narediti ene iztočnice, ampak dejstvo je, predavaš lahko samo pod pogojem, da imaš dovolj znanja. Torej, predavaš lahko na področjih, kjer se počutiš dovolj samozavestnega, da lahko poveš nekaj novega, pa da hkrati znaš na drugi strani tudi animirati ljudi oziroma vzpostaviti en kontakt. Iz naslova predavanja, v katerem moram reči, kar uživam, za fakultete sem za različne predaval, ne kot predavatelj, ampak kot gost, predaval 2 leti zdaj, leto pa pol na kongresnih uradih po celi Evropi o prihodnosti event industrije in tako naprej. Najtežje je bilo to narediti, ko vzpostavljaš stik online, zaradi tega, ker ko imaš ljudi pred sabo, lažje vzpostaviš te kontakte. Študiral sem 4 leta nevrolingvistično programiranje, se učil načina komunikacije, spodbujanje komunikacije, predvsem, ko sem začel komunicirati, študirati sem ugotovil, da eno izmed prvih vprašanj predavatelja na NLP je bilo, kdo dobro komunicira, in jaz dvignem roko iz prve, ne. Ampak čez 2 ure sem ugotovil, da ne, zaradi tega, ker nisem dovolj dobro poslušal. Jaz sem zase dovolj dobro govoril, nisem pa dovolj dobro poslušal. In v bistvu takrat sem se naučil, da če hočeš dati dobre informacije od sebe, moraš tudi zelo dobro poslušati, kakšne so potrebe, Torej, kasneje ugotoviš, da komunikator je šele tisti dober, ko uskladi poslušanje in pa potem same rezultate, ki jih da potem v svojem govoru. In jaz mislim, da je potrebna kombinacija vsega tega, da postaneš uspešen. Zdaj pa, ko sem rekel, da sem predaval, velika želja mi je bila vzpostaviti odnos, ne samo, da jaz povem nekaj, ampak da ko jaz zaključim predavanje, da pride do Q&A, da se razvije debata, da vidiš, da ljudi zanima, da si jih z nečem intrigiral, da so se začeli zanimati za tvojo stvar, karkoli, ali je bil to event management, omenil si poslovno etiko, ker sem predaval na GEA Collegeu in tako naprej. In vedno sem poskušal razviti dvosmerno komunikacijo. To je tisto vodilo k uspehu, to je tisti, ki ti dajo potem eno potrdilo, da je tisto, kar si povedal, zanimivo, in so se oni poglobili, da se je debata razvila. Tako da to isto sledi potem v mentorstvu, ki si ga omenil. Mentorstvo je zelo podobno. Ne moreš nekomu vliti vse pameti noter, ker je vsak, bom rekel, narejen na en svoj način, mu pa lahko nastaviš cele postopke na tak način, da ga zanimiraš, da ga opogumaš, da svoja znanja pove naprej, ker dostikrat, ko delam z mladimi ali pa se pogovarjam z mladimi, pride do tega, da vidiš po 2-3 urah, da znanje je, ampak jim je majčkeno neroden, ali jih je strah, ali jim je težko prevzeti pobudo, in ljudem moraš to dati, oni si morajo izboriti svoje mesto in ti moraš dati ta pogum, ti jih moraš usmeriti. Daj mi povej, se pravi, ti si popeljal ta event management oziroma zgledanje teh dogodkov še na višjo raven, naredil si zdaj novo podjetje, Confiva Global oziroma Global, kjer res delate globalno zgodbo. Pa me zanima, kje pa ti vidiš prihodnost tega? A gremo res v ta metaverse, o katerem se veliko govori, pa bomo potem z virtualnimi očali, kako glede na to, da si... Kratkoročno tega definitivno ne vidim. Razlogov je več. Zdaj, če gledamo v poslovnem okolju, je razlogov to, da je več kot polovica ljudi v poslovnem okolju tehnično ni prilagodila svojega znanja. Bom tako rekel, da bom blago povedal, da bi se prilagodila novim načinom, kot je metaverse. To je ena stvar, torej sigurno smo par generacij še odzadaj, če govorimo o mladih, ki so v igricah, ki so v teh stvareh, bi sigurno metaverse dosti hitreje vzeli za svojega. Na drugi strani pa tudi sam hardware. V tem trenutku hardware ni tako advanced, da bi sam metaverse, katerega omenjaš, lahko nemoteno deloval. Ravno takrat, ko smo mi pripravljali v bistvu digitalizacijo dogodkov, poslovnih dogodkov, smo razmišljali jasno tudi, kakšen tip platforme narediti, ker dejstvo je, da na svetu obstajajo že virtualne platforme in vse nekatere, ne moram reči, niti ne delajo slabo, delajo zelo dobro, vendar še zmeraj je pa ta 2D oziroma en live stream
del nekako toliko v ospredju, zaradi tega, ker je to tisto, kar v tem trenutku ta ciljna skupina, ki se udeležuje teh dogodkov, sprejme oziroma je maksimalno pripravljena sprejeti. Menim, da dolgoročno metaverse oziroma nekaj podobnega sigurno da. Kako v tem trenutku ne znam povedati. S to tehnologijo danes, za tem hardverom danes, mislim, da še nismo tam. Ampak zdaj, če se vrnemo pa na to, smo čisto na začetku tega krivulje učenja, tako kot v mojem delu, torej pri online in hibridnih dogodkov, še bolj pa pri metaversu. Torej, mnogo korakov bo mogli biti storjenih, da bo to mass adoption bil narejen. Pri online oziroma hibridnih dogodkov mislim, da se to v veliki večini zgodilo, v nekaterih regijah se to izvaja počasneje, na to apeliram seveda tudi pri nas na Adriatiku, vendar dejstvo je, da je svet ponotranjil. Bodisi COVID, ki je prišel, vojna v Ukrajini, to so bili samo, kako bi rekel, to so bili samo dogodki, ki so pospešili ta del digitalizacije, vsekakor ga pa niso vzpostavili. Vzpostavljen je bil že prej, delali se je to že 10 let. Moram reči, da vsak človek seveda na dogodku se raje stisne roko, pogovori v živo, vendar današnjo gospodarstvo ali pa usmeritve globalizacije, kjer nekateri globalni vodje celo govorijo o deglobalizaciji, s katero se sicer jaz ne strinjam, ampak gledajo na to, da se nekateri ljudje bodisi od dogodkov ne morejo udeležiti zaradi časovne komponente, nekateri zaradi finančne komponente ali česarkoli drugega, na drugi strani pa tudi organizatorji z dvigovanjem rasti cen si ne morejo več privoščiti takih dogodkov v živo, kot si jih mogoče do leta 2019. In tukaj prihaja do kombinacij, kjer je pač seveda odlična kombinacija hibridna, torej da še vedno delamo v živo za tiste ljudi, ki je res najbolj nujno oziroma si to želijo in to želijo tudi plačati. Na drugi strani pa online tisti, ki zaradi različnih razlogov ne moremo in potem oba ta dva svetova med seboj povezati. Daj mi povej, pa opažaš, da z novo tehnologijo se absolutno premikajo meje, kot si rekel, dejansko lahko zdaj iz celega sveta smo prisotni na enem dogodku, ki je lociran v neki državi, kraju, kakorkoli. Pa me zanima, opažaš, da ljudje še zmeraj fizično hodimo na dogodke ali se ta meja že bolj premika v online svet? Mislim, kot sem prej omenil, na zahodu, v zahodni Evropi govorim sploh, ne, niti ne rabimo iti v Ameriko, v Ameriki so to sploh že zelo ponotranjali, je to postalo čist normalno že, medtem ko tukaj v Adriatic regiji pa v bistvu vseeno lahko rečemo, da pravijo, ja, mi želimo v živo. Čeprav moram reči, da od septembra, torej proti koncu zadnjega kvartala leta 2022, tudi velika podjetja sprejemajo odločitve digitalizacije tudi na teh področjih, namreč ne želijo si prekiniti komunikacijo ob kakršnemkoli naslednjem problemu, ki globalno ali lokalno nastane, zaradi tega uvajajo tudi te načine hibridnega dela. To se je že zelo, govorim zdaj pa seveda, to lahko razčlenim na različne tipe dogodkov. Ker če rečeva, na primer, da imava te dogodke z dodano vrednostjo, kot so konference, product launch, taki, ki so res na enem večjem nivoju in so v bistvu delali internacionalno, te se že danes tudi v Sloveniji, zelo močno na Hrvaškem in tudi v Srbiji, recimo, če govorimo o naši regiji, delajo hibridno. Medtem ko te lokalni dogodki oziroma manjši dogodki se trenutno še ne delajo. Drugi aspekt je pa ta, da je tudi odvisno namen tega dogodka. Če je namen izobraževalne narave, torej ni potrebe po živem druženju, potem se te dogodki kar selijo v online okolje na različne načine. Tisti, ki želijo dati eno res posebno dodano vrednost, jih dajo v okolje platform, kot smo jih naredili mi. Nekateri, ki pa pač ne želijo tega oziroma iščejo manj zahtevno rešitev, so pa preprosto na Zoomu, kjer samo pač predavanje določenih gostov tudi gostijo. Tako da, če je content kralj, potem se lahko seli 100% online, v nasprotnem primeru se dogodki delajo hibridno.
Dajva se dotakniti še FM agencije in sicer ti si jo pripeljal oziroma popeljal v svet, da je bila trendsetter, da dejansko je bila ena najbolj cenjenih butičnih agencij, kot so že prej imela v Adriatic regiji, 29 zaposlenih. Pa me zanima, ko si postavil ekipo in tudi zdaj, ko si postavil ekipo za Confivo Global, kaj so bile te vrednote, ki si jih spremljal? Že prej si izpostavil poštenost in tako naprej. Kaj so glavne vrednote, ki si jih sleduješ pri ekipi? Zdaj, že dolgo nazaj smo nehali gledati CV, ki je vezan na vprašanje šolanja, ne. Jaz mislim, da v podjetništvu, mogoče v javnem sektorju, še zmeraj zelo pomembno, kakšno stopnjo izobrazbe imaš, medtem ko v podjetništvu bolj gledamo, kako se oseba znajde, koliko je komunikativna, katere vrednote ima, in med temi vrednotami, če sva rekla na eni strani, da imava poštenost, je na drugi strani definitivno zelo pomembna tudi delavnost, ne, torej pripadnost. To so tiste stvari, ki jih gledamo, sicer nekaterih stvari ne moreš ugotoviti takoj, vendar imeli smo pri sebi v event managementu ljudi, ki so filozofijo študirali, ki so jezike študirali, ki so različne stvari delali, pa so se izkazali za zelo, kako bi rekel, za zelo pomembne v tej celotni organizacijskem spletu izvedbe dogodkov. Tako da bolj nam je pomemben, koliko je pripaden, koliko čuti, da se lahko žrtvuje za podjetje in seveda tudi podjetje obratno zanj, in pa da je pošten. To so tiste glavne stvari, ki smo jih vedno gledali. Zmeraj rad vprašam izjemne goste, kako se je njihova percepcija, pa tudi njihov stil vodenja spremenil. Sicer ti si šel od tega, da si v bistvu organiziral evente, potem zmeraj večje evente, potem si šel dejansko, ste postavili podjetje, si postavil eno izmed najbolj cenjenih butičnih agencij in zdaj si spet postavil še korak naprej, podjetje, ki dejansko je inovator. Kako se je pa tvoj stil vodenja od tega, ko si bil mlajši, pa do zdaj spremenil? Mislim, dejstvo je, da ko smo začenjali, smo bili zelo majhna ekipa, torej je pomenilo, da je večina dela bila razdeljena na to ekipo, torej si bil nekako udeležen v celotnem daljšem procesu in si bil zadolžen za veliko stvari, to se pravi, je bilo veliko stvari odvisnih od tebe. Vedno, ko postaješ večji, je najtežja naloga, se mi zdi, vodje to, da predaja, da pravilno predaja, da hkrati stoji zadaj in lahko tudi podpre, mentorira, spodbudi način razmišljanja in tako naprej. In to je bil iskreno meni kot direktorju, kot vodji, nekako vedno najtežje narediti. Ampak ko greš čez ta rob in začneš zaupati ljudem, takrat vidiš, da imaš mnogo večji potencial rasti. Ne rečem, da se napake ne dogajajo, ker jaz mislim, da ljudje smo socialna bitja, ki v bistvu lahko tudi grešimo, in hkrati, če delamo, tudi naredimo kakšno napako. Pomembno sem pri tem gledal, kako se s tem napakam soočamo, ali smo se kaj iz njih naučili, ali jih znamo rešiti, ali so bile te napake ključnega pomena za naročnika ali ne. Torej, da smo vedno stopili za svoje ljudi, stali za njimi, jih spodbujali na tak način, spodbujali tudi rast podjetij. Torej, največja sprememba iz manjšega podjetnika v nekaj srednjega, je bila ravno to, kako predajati delo, kako zaupati ljudem in kako jih spodbujati, da postanemo skupaj boljši. Top. Zdaj, prej sem se dotaknil, da si tudi mentor, in tudi jaz imam mentorje, tudi jaz sem mentor, pa me zanima, imaš tudi ti kakšnega, oziroma si imel kakšnega mentorja, ki je bil v tvoji karieri in te je zaznamoval? Tako mentore, kot da bi ga prav tako imel, nisem imel, lahko pa rečem, da mentor definitivno je bil moj oče meni. Zelo veliko mojega otroštva je preživel z mano, ker, kot sem omenil, ukvarjal sem se s športom in potem je bil zelo veliko z mano na turnirjih, hodil z mano, veliko sva se pogovarjala, moj oče je bil poslovnež, v tistem starem sistemu je delal v Iskri, en izmed direktorjev in skratka, veliko sva se pogovarjala in jaz mislim, da otroci mnogokrat hočejo prevzeti določene stvari od svojih staršev, kar se mi zdi dosti normalno, se zelo veliko časa preživi z njimi. Veliko sem se z njim pogovarjal celo takrat v srednji šoli in pa potem tudi takoj po zaključku srednje šole sem delal pri njemu, torej sem opazoval procese dela, kako sodeluje z svojimi sodelavci, kako komunicira z njimi,
Skratka, načine komuniciranja mislim, da sem kar prevzel od njega. Mogoče ene stvari tudi nadgradil, kot sem rekel, sem probal se ravno na teh področjih tudi šolati in potem s tem nadgrajenim delom nekako probam vplivati spet na ljudi okoli sebe. Torej to, kar mi je oče dal, to, kar so mi dali dodatna izobraževanja, predvsem pa probam v mislih oziroma v glavi, ne glede na to, da imam že malo sivo brado, ostati mladosten, drzen, in s tem jasno iti v korak s časom in s tem tudi parirati mladim, ki prihajajo z zanimivim, norim idejam in pa seveda z vsem znanjem o teh tehnoloških presežkih, ki jih ta zadnjo desetletje tudi nam ponuja. Prej si zelo lepo omenil, glede napak, da si dejansko podpiral na nek način napake, ker iz napak pridejo inovacije, se ljudje spreminjamo, se veliko naučimo, absolutno ni zaželeno, da se napake ponavljajo, ampak vseeno me zanima, event management je zelo specifična industrija, kjer verjamem, da je tudi veliko stresa. In me zanima, kako se pa ti ukvarjaš oziroma kako minimiziraš stres, kaj so tiste stvari, s katerimi se potem odklopiš? Meni žena, ko pridem domov, vedno reče, kako ti to vse zdržiš, meni jasno, ampak jaz mislim, da so vse te stvari, kako se s stresom nekako sam soočam, prihajajo iz športa. Jasno, treniral sem tenis, vsak vikend sem igral turnirje, torej ni bil skupinski šport, prepuščen si sam v sebi, si v stresu, sicer drugačno, ampak si v stresu, igraš za zmago, vsaka točka je pomembna in tako naprej. In takrat sem se naučil, da pač se boriš vedno do konca, da vztrajaš in da ni konc, dokler ne daš roke. In tako jemljem tudi pri poslu in na tak način nekako stres že v osnovi lažje sprejemam. Na drugi strani mi je pa zelo velik ventil, šport. Vmes mislim, da sem ga eno obdobje majčkeno zanemaril, ampak zdaj pa kar probam iti na košarko, na tenis, majčkeno še borilne športe treniram, pa majčkeno spariram. Skratka, takrat daš stvari sebe in to je tisto, kar se mi zdi, da največ pomeni, da lahko potem tudi preneseš vse te napore, ki jih potem v službi dobiš, če jih lahko imenujem napori. To se pravi, izzive bi mogoče drugače rekel, no? Zdaj, ena stvar, ki me blazno fascinira pri tebi in sem tudi jaz zmeraj hotel se podati malo v te vloge, je, da si bil DJ in to zelo uspešen DJ. DJ Shark, da še enkrat poudarimo. Kako si se sploh prišel na ta pot, kako si ratal DJ? Ne vem, da nam malo to opiš, kako je potem, kakšen je občutek, ko imaš pred sabo množico in dejansko te poslušajo? Mislim, kako sem začel, je zelo smešno. Z prijateljem, ki sva skupaj začela muziko vrteti, Matjažem, midva sva hodila včasih, ko cela Ljubljana po Ljubljani žurala, sva midva hodila v diskoteko Titanik, jaz sem bil star 17 let, en italijanski DJ vrtel, je čudovita, ena taka pop, house glasba bila in je bilo, mene je bilo čudovito. In kasneje se je potem ljubljanski del preselil tudi v Titanika in to zame pomenilo selitev drugam in najdla sva takoj za mejo Monfalcone, eno diskoteko, zelo veliko v Italiji in sva začela hoditi tja, ki je imel en plesišče, kjer so pa res pure house vrteli. In jaz poslušam in sploh nisem več hodil plesati na uno komercialno glasbo in sem celo noč plesal, da sem bil čisto premočen. In en DJ me je navdušil in jaz gledam in ta DJ je imel, včasih seveda vrtel s plošč in je imel na kovčku od plošče, imel nalepko Dancehall, to je bila trgovina od enega DJ-ja v Monfalconu, se rekel, pismo, pojmo pogledati, kaj se da tam kupiti. In mi gremo in poslušam pol tam to muziko in se midva s prijateljem zmeva, midva bova DJ-ja, midva bova to muziko, ki v Italiji vrtijo, pa je pri nas ni, bova pripeljala v Slovenijo. In on je imel takrat motor, je imel Vespo in je rekel, jaz bom Vespo prodal, kako boš pa ti, da bova kupila gramofone, da bova muziko kupila in jaz rekel, ne skrb, pa sem šel do očeta, pa sem rekel, oči, daj mi za 3 mesece plače, prosim vnaprej, ker grejo midva kupiti te stvari. Midva sva kupila vse stvari, začela doma se majčkeno ukvarjati s tem in pa sem jaz Umeka klical in sem rekel, Uroš, da mi majčkeno pokaži, ti to že vladaš, kako se to dela, pa vse, ne.
Jaz sem ga vedno ob 9 zjutraj prišel buditi, on je pa ob 7 zjutraj šel spat, ponovadi, ki je musko delal pa vse. Pa sem babico prepričal, da ga zbudi, pa se je vedno smejala. In sem ga zbudil, sem rekel, pejte. In takrat sva se z Urošem začela družiti in Uroš mi je leta 95 zrihtal prvi nastop v klubu Palma v Tivoliju. Takrat je booking delal Alf Kurnik, on je bil tudi menedžer od Siddharte, ne, in nam pozabil, sedimo na pijači, Uroš je to zrihtal, da smo bili na pijači in prav, kva pa si ti za en DJ? In meni v trenutku je rekel, da sem DJ Shark. Ne vem, nisem razmišljal, tako mi je prišlo, moja mama se je smejala, je rekel, oj, DJ Shark, v celi službi so se norca delali, a te Sharki kliče, ampak Sharki je bil vztrajen, Sharki je nadaljeval, je delal promocijo, je vrtel okoli, Slovenija je house glasbo vzela za svojo, ne seveda samo po moji zaslugi, tudi po zaslugi mnogih drugih. Imeli smo veliko priložnosti, začeli smo vrteti po celem Balkanu, začel sem izdajati plošče, prvo ploščo sem izdal v Ameriki, tako dobil pol tudi prvo turnejo in tako se je vse začelo. In moram reči, da fascinantno, ko vrtiš pred 200 ljudmi, fascinantno, ko vrtiš pred 20.000 ljudmi. Vedno je najlepše, ko vidiš, da ljudje komunicirajo s tabo, da so veseli, kaj jim daš gor, ne da si po domače povedan jukebox, ampak da vrtiš glasbo, ki jo ti čutiš, ampak hkrati jo približaš ljudem na tak način, da tudi oni uživajo. In to je več vreden kot vsako finančno poplačilo, ampak da vidiš, da so ljudje uživali, ker te pridejo pol pozdravljati, ker ti povejo, koliko so uživali, pa ker jih vidiš, da se kakšni celo preselijo iz lokacije na lokacijo in ti sledijo. To je v bistvu tisto poplačilo za tvoje delo, ki je največ vredno. Čudovito. The best. A še kdaj kakšno muziko narediš ali pa kaj DJ-jaš? Ja. Ene 5-krat, 6-krat, 7-krat na let vrtim. Hrvaška, Italija, na našem Kurčlusu tudi sem kaj odvrtel vedno. Tako, nekje okoli od frendov, ne. In čudovito. Nazadnje sem vrtel oktobra v Zagrebu in ko mi je on rekel, da vrtimo 4 do 7 zjutraj, sem rekel, a ti razmišljaš, da sem jaz star toliko, ker sem prav, ja, te dam prej. Sem rekel, ne, se v redu. Če od 4 do 7, pa od 4 do 7. Ob 7 zjutraj je bil polno plesišče, ploskali so, vriskali so vse in takrat pol nisi zaspana, ne, tudi če si malo več star. In je tako lušten in te tako nafila in ko se stuširaš, uležeš v poslo, ker pomisliš, rečeš, danes je bil pa lep večer. Tako da parkrat na let naredim to za svojo dušo. Dajva se malo dotakniti še konfige. In sicer med našimi poslušalci je kar nekaj mladih študentov, je kar nekaj podjetnikov, pa me zanima, kaj je bilo vse potrebno, da ste naredili ta spin-off? Oziroma kako, daj nam malo oriš, da bo imel malo boljši pogled. Mislim, predvsem se pravim, zdaj, ko se je zgodil COVID, pa smo rekli, bomo en teden doma, bomo 14 dni doma in dejstvo je, ko vidiš, kako se po svetu odvija, veš, da gospodarstvo se bo na en način zaustavilo oziroma se bo tudi spremenilo. In zdaj v glavi moraš reči, kaj bom delal. Zdaj, ali bom delal pivot dejansko ven iz industrije, ali bom znotraj industrije, ampak če si 20 let v industriji in imaš kontakte po celem svetu, ki ti lahko pomagajo boostati novi biznis v istem segmentu, si rečeš, Madonca, preveč smo delali na domain knowledge-u, da bi šli ven. In takrat smo raziskali te stvari. V prvem trenutku smo se z enimi partnerji, torej programerji, tudi povezali. Ko smo delali to nekako v testnem obdobju skozi FM agencijo, potem pa smo se odločili, da bomo to naredili kot startup oziroma spin-off ven iz agencije in da se jaz 100% posvetim samo temu. So se programerji odločili, da ne želijo v takem intenzivnem okolju, kar startup definitivno je. In takrat smo mi na novo postavili ekipo in smo postali 100% ownerji celotnega IP-ja in ga razvijali naprej. Dejstvo je, da če bi se kitili samo z starim znanjem, potem nam ta stvar niti ne bi uspela na ravni razvoja produkta.
To je ena stvar, kjer smo se in se še vedno zelo veliko izobražujemo. To je tudi ena stvar povezana s knjigami, ki sva govorila. Namreč več časa namenim branju strokovnih člankov, intervjujev in takih različnih izobraževalnih stvari kot klasičnih knjig, predvsem zaradi tega, ker mislim, da potrebujemo ta znanje, da lahko postanemo še boljši, predvsem pa tudi zaradi tega, ker me zelo zanima. Na drugi strani je bil pa tudi izvedba poslovnega modela, ker če enkrat postaneš iz klasične event agencije v bistvu SaaS rešitev, se moraš čisto drugače poslovno obrniti. Mi smo seveda poslovni model obrnili čisto drugače kot cel globalni event sistem. Ravno zaradi tega, ker smo eni izmed redkih, ne bom rekel, da je edini, ampak recimo, da vstopamo v teh 10% lastništva vseh globalnih platform, ki ima en pedigre v event industriji. In torej, našo znanje in kontakte smo izkoristili tudi v pripravo poslovnega modela, ki je popolnoma drugačen, scalable, pa hkrati zelo lean. In to je v bistvu en plod enega znanja, ene preteklosti in pa seveda tudi usmeritve v prihodnosti. In za to stvar omenjala sva spremembe, jaz mislim, en tak zelo, kako bi rekel, neskladen del je, in sicer najbolj se bojimo sprememb, ampak spremembe so pa edina stalnica v našem življenju, način, to moramo vedeti. In zdaj je samo, kako mi te spremembe nekako percepiramo. Ali jih vzamemo spremembe kot nekaj pozitivnega, kratkoročno, definitivno sprememba, ki te vrže iz cone udobja, je zelo slaba stvar, vendar vedno ponavadi, čez nekaj časa, ko lahko stopimo 3 korake nazaj in pogledamo širino, spremembe nam dajo možnost za osebno rast in pa za spremembo v našem življenju, ki gre ponavadi na boljše. Na boljše ne gre samo v tistem trenutku, ko spremembe nismo pripravljeni sprejeti, ampak se z njo borimo. In to se v tem mojem delu nekako pri določenih podjetjih dogaja. Jaz pa glih s tem, kako bi rekel, predavanjem, mentoriranjem, želim spodbujati to, da sprememba sploh manjšim in zelo agilnim podjetjem omogoča hitro rast in pa v bistvu, da v času sprememb lahko prehitijo svojo konkurenco oziroma dodajo eno konkurenčno prednost. Točno tako. In ena stvar, ki si je zelo lepo povedal, je, da dejansko ste se zelo veliko naučili, pa skozi ste iskali neke nove priložnosti, pa nov poslovni model. Daj mi povej še, se pravi, zdaj ste res naredili velik korak, tudi traction imate zelo lep, veliko imate že strank, zelo lepo delate. Kaj je naslednji cilj? A je kakšen nov trg? Kjer trg napadate zdaj? Malo nam predstav. Ja, zdaj je v bistvu, naš cilj je zdaj v bistvu rast. Platformo smo naredili, seveda jo konstantno dograjujemo, ampak recimo, da je platforma, je lahko primerjamo z vsemi velikimi globalnimi playerji, kar nam je bilo glavno, vsekakor so priložnosti za izboljšave. Na drugi strani pa v bistvu smo tudi potrdili poslovni model. Namreč delamo ne samo v Sloveniji, delamo še na Hrvaškem, začeli smo delati v Srbiji, vzpostavljamo okolje tudi na Madžarskem, zdajle pripravljamo še Avstrijo in Italijo. Torej, zakaj ti omenjam te trge? To so trgi, ki so trenutno zelo blizu nam, torej se mi zelo hitro lahko odzovemo, pa lažje reagiramo. Smo v fazi tudi pridobivanja novih partnerjev, equity partnerjev, to se pravi, iščemo nove vlagatelje, in s katerimi želimo razširiti diapazon držav, v katere vstopamo, in pa seveda to na osnovi poslovnega modela, kot sem ti rekel, ostati lean, pa hkrati scalati na osnovi našega, jaz bi rekel, v event industriji unikatnega poslovnega modela. Ful dobro. In jaz verjamem, da boste šli precej daleč in da bo res zaživelo, tako kot že zdaj. Daj mi še povej, zmeraj malo sprovociram moje izjemne gosti, in sicer, če bi šel lahko v preteklost, bi kaj spremenil, bi kaj popravil. V bistvu ne. Ker mislim, da glih napake te definirajo. Jaz mislim, da če bi vse šlo tako zlahka, potem življenje ni zanimivo. Jaz mislim, da te napake, tisti milestoni te definirajo. Vse tisto, se pravim, če sem
omenil zono udobja, ko si v zoni udobja, tiste čist nič ne definira. Definirate challenge, definirate vedno en rob, ko stopiš korak višje ali pa tudi korak nižje. Ni nič narobe stopiti korak nazaj, 2 koraka nazaj, da bo stopil 5 korakov naprej. In ravno zaradi tega, če greva na otroštvo, a veš, otroku rečeš, ne tega narediti, ne, sicer to je narobe komunikacija, moraš povedati drugače, ampak če mu rečeš, ne tega narediti, točno to bom naredil. In dejstvo je, da otrok se je mogel naučiti na lastnih napakah, kaj boli, kaj ne sme in tako naprej. In mislim, da je to tisto, kar nas skozi življenje definira. Zaradi tega ne bi spremenil prav nič. Jaz mislim, da vse stvari, ki sem naredil boljšega, močnejšega, utrdila sem moje prepričanje, utrdila sem moje vrednote. Sem malo idealista, kar je sicer v drugače poslovnem svetu dosti slaba stvar, ne. Včasih sem vstopil v posle zelo čustveno, zdaj sem se naučil, da čustveno ni good, ne, da moraš biti posloven in da čustva niso del posla, ne. So lahko pol, ko vse narediš, pa pokažeš vse te stvari, ampak ponavadi ti pri poslu ne pomagajo, ker ne razmišljaš razumno. In to je ena izmed tistih stvari, ki sem se jih skozi seveda to svojo poslovno pot naučil. Še vedno pa ostajam pošten in to so tiste stvari, ki jih bom nekako delil tudi naprej. Super. Dajva se malo dotaknem še tvojega osebnega življenja. In sicer meni je bilo blazno všeč, ki si že prej omenil, da vse te napake oziroma izzivi, ki si jih imel, da si se z njih naučil in jih bi še enkrat rad imel. Mi je bil všeč tvoj quote, ki si ga izpostavil, in sicer change is the nature of life, but challenge is the future of life. So challenge the changes and never change the challenges. Mislim, nora misel. Mislim, da točno to poudarja, ki si rekel. Ja, torej to ravno govori o tem, da ne se boriti za spremembam na tak način. Če govorimo, da je digitalizacija, jaz razumem, da starejšim ljudem, naprimer, to ni fajn, ne, sploh, če so v zadnji periodi svojega poslovnega dela, pa se morajo učiti te stvari, ampak jih lahko dela boljše. Saj konec koncev, ko bodo nehali delati, bodo še, če bo vse dobro, zdravje delalo, ne, še 30 let z nami in bo pač digitalizacija del njihovega vsakdana. Če govorimo zdaj o tem delu. Hočem povedati, ne se boriti proti temu, sprejmi. Ne rečem, da ti mora biti všeč, ni nujno, da ti je všeč. Ampak od tehnološke revolucije, od IT revolucije naprej, od razvoja interneta naprej, ko je bil pretok informacij tako hiter, je v bistvu mi gledamo res zelo visok vzpon vseh tehnologij, ki nam lahko pomagajo delati boljše življenje. Zdaj, mogoče, da že malo zafilozofiram, izkoristiti tehnologije, da bomo imeli mi življenje boljše, ne pa da tehnologija izkorišča nas, ampak da se vrnem na ta quote, ne, če se prepustiš toku, če se učiš, postajaš boljši, torej v bistvu na tak način ne challengeiraš sprememb, ampak jih sprejmeš kot del svojega vsakdana, ki te delajo boljšega. Tako. Da mi povej še, kakšne serije najljubše, kaj rad gledaš? Zdaj tako, moj zadnjih 20 let moje življenje je zelo poslovno orientiran, poskušam ga seveda prilagajati tudi družini, in otrokom, ženi, ampak zelo veliko časa preživim v službi. To je ponavadi nekje od 8 ure zjutraj pa do 7-8 zvečer, kar je redno, konstantno, ne, tudi dlje, ampak recimo tukaj je neko povprečje. Tako da, ko pridem domov, ponavadi nekaj časa, da grejo otroci v poslo, preživim z njimi, saj malo, potem pa poskusim priti pred televizijo oziroma pogledati kakšno serijo, ampak sem ponavadi pa vzmatran, da gledam eno serijo ponavadi en teden ali pa, če je sreča, pa mogoče 3 dni, ne. Gledam rad serije, ampak mogoče serije, ja, ampak tudi bolj dokumentarce. Naprimer, ne vem, so različni dokumentarci, ki so vredni ogleda, recimo na Netflixu vezani tudi na poslovanje, na gospodarstvo in tako naprej. Dirty Money, naprimer, če poznaš, ne, to je, govorijo o tem, kako se je znotraj Londona en del distrikta, financial distrikta naredil in kako so v bistvu, oni so v bistvu kreatorji
offshore in kako so naprej delali. Skratka, zelo zanimive zgodbe, ki grejo daleč v preteklost, ki povejo, zakaj se je Velika Britanija tako odločila, ker ni imela več toliko kolonij in tako naprej, ni mogla nekako vladati temu finančnemu svetu. Čudovito. Take stvari me prevzamejo. Drug tak del je nemški Skandal, če ga poznaš. Take stvari, drugače pa kot serija mi je zelo všeč ena francoska, Lupin, če jo poznaš, so Netflix serije, zaradi tega, ker jasno, vsi imamo Netflix, večer lahko ga pogledaš tudi v postelji ali pa kakorkoli na hitrco, pa večkrat ga lahko prevrtiš in je to lušten. Tako da na drugi strani pa, kar se knjig tiče, je pa kot sem omenil, probam brati strokovne knjige, ki me izpopolnjujejo v mojih stvareh, za katere se mogoče ne čutim še dovolj poklicanega v svoji poslovni poti. To so stvari, ki so vezane na global sales. Ne vem, v zadnjem času sem prebral, evo, imam tukaj lepo knjigo, evo, Sell Like Crazy. Naredila mi je zelo dober impact, predvsem zaradi tega, ker mi je dala mi je ene insighte, kaj sploh mi narobe delamo, kako so postopki, ker jasno, če sem prej rekel, da smo kot FM agencija delovali nacionalno, torej v Sloveniji, pa se potem širili v Balkana, v Adriatic regijo, čisto drugačen način trženja, kot če stopaš na globalni trg z SaaS storitvijo, z solutionom in seveda želiš pristopati do globalnih strank. In ta znanje je treba osvojiti in zaradi tega veliko berem. Potem je tudi ena taka zelo lepa platforma za izobraževanje, Udemy, verjetno jo vsi poznajo, kjer si lahko zbiraš različna predavanja za zelo malo denarja in na tak način se izobražuješ, lahko jih poslušaš, kadar ti paše, ko se vozim z avtom v Zagreb, kakorkoli, in na tak način osvajaš nove stvari. Tako da to mi je v teh zadnjih letih ena prioriteta. Najljubša hrana, kaj rečeš? Sem zelo velik ljubitelj vzhodnjaške hrane. V bistvu dosti široko gledano, torej ali je turška, ali je palestinska, pakistanska, indijska, seveda pa najraje grem pa na suši. Uživam v teh stvareh, tako da se mi zdi starejši, ker sem do 40 leta nisem pil vina, zdaj grem pa rad na kosilo, grem rad na večerjo, pojem suši, kozarc vina spijem in zraven uživam. Starejši, ker si drugače užitke kako dojemaš. The best. Zdaj zmeraj vprašam moje poslušalce, moje goste, kdo je njihov najljubši podjetnik, pa bi tudi tebe to vprašal. Torej, če sva prej začela z mentorji, pa sem ti rekel, da je moj mentor, moj oče, me še zmeraj zaradi vseh teh vrednot, ki jih mi je odcepil, me še zmeraj number one. Seveda ni bil globalno uspešen podjetnik, ampak so mi bile te stvari nekako osnova. Če bi pa gledal na globalni strani, pa bi definitivno rekel Steve Jobs. Steve Jobs predvsem iz enega svojega, kako bi rekel, moraš biti malo nor, da ustvariš tako stvar, pa da hkrati hodiš po robu, pa si skozi nekako challengeiraš, da si malo out of the box, da probaš biti drugačen od ostalih. To je tisto, kar me pri njemu zelo všeč. In zdaj seveda, če ga potem iz Steve Jobsa nekako potegneva naprej, bi to definitivno bil lahko tudi Elon Musk, kjer pa me v bistvu v poslovnem delu definitivno ampak v tem nekak drugem delu se mi zdi pa dostikrat preoster ali pa predirekten do določenih stvari. Jaz mislim, da svet, ne glede na to, da si želimo vsi povedati vse, kar nam leži na duši, ampak obstaja načini, kako se te stvari povejo. On je pa za moje pojme, kar se tiče komunikacije, preveč straightforward, kar se tiče pa idej, ga pa zelo spoštujem. Tam pa je res malo straightforward, se strinjam. Zdaj, če bi šla midva pogledati na tvoj telefon, kje so aplikacije, ki jih najbolj uporabljaš? Torej, 3 aplikacije, definitivno najbolj. Ena je seveda zaradi nuje in to je bančna aplikacija. Na drugi strani omenil sem izobraževalno, to je Udemy, ki jo imam na telefonu, zaradi tega, da kjerkoli sem, da jo lahko poslušam. Zdaj pa, če sva rekla, da sem ljubitelj športa, bi pa poudaril, da je v zadnjem času to definitivno NBA. Zelo spremljam Luko, zelo spremljam celo košarko. V bistvu
košarko sem tudi, ko sem nehal trenirati tenis, tudi treniral, pa igral v 3. ligo, užival in vse mi je zelo pri srcu, ampak nekako nazaj sem začel gledati predvsem zaradi Luke. Moram priznati, ker me navdušuje, malo pokaže svoje balkanskih korenin, hkrati svoje balkanske košarkaške inteligence, ki je tistim atletom iz Amerike, sploh mislim, ko gledaš atlete iz Amerike, pa Luko, sploh si ne znaš predstavljati, da je lahko to boljši od njih, pa ni tako grajen in nima takih predispozicij, ampak glih tukaj je ta košarkaška inteligenca, ki jo ima. In zaradi tega rad gledam, rad spremljam tudi ostale naše slovenske košarkaše, torej Čančarja in Dragiča, in mi je všeč in zaradi tega NBA je tista, ki je skoraj vsak dan odprem. The best. Zdaj bo malo, da je 18. 19. februar je All-Star, 19. mislim, da ne. Tako da bo... Če bo igral, ja. Ja. Če bo igral, ker si je včeraj oziroma po danes zjutraj poškodoval gleženj. A ja, to pa nisem videl, vidiš, ja. Ja. Držimo pesti. Zdaj pa prehajava še do najpomembnejšega in zaključnega vprašanja, in sicer no pressure, ampak mi imamo že kar lepo število poslušalcev, od študentov, podjetnikov in tudi predsednikov uprav, pa me zanima, kaj bi bile tvoje 3 zaključni nauki za naše poslušalce? Torej, če je en vezan na vrednote, lahko rečeva, da bodite zvesti sami sebi, ne se prilagajati, torej iščite, če govorimo o poslovnem svetu, če govorimo o leadershipu, iščite podjetje, s katerimi se vaše vrednote zlijajo in postaje eno. Ravno iz tega naslova greva v drug nauk, in sicer vse, kar delate, delajte z veseljem, strastjo in potem tudi en dan ne boste delali. Torej, če boste najdeli podjetje, ki ima dejavnost in ki ima vrednote alignjene z vašimi, potem ste na konju. Poslušajte, srkite znanje, učite se, delite strastjo, smejte se, tudi ko so problemi so del vsakdana, ne se jih bati, ugriznite v njih, delite. In pa zadnja stvar je pa definitivno, če greste na lastno pot ali pa graditev ene zahtevnejše kariere, nikoli ne obupajte. To se mi zdi, da so 3 ključna vodila, ki te peljejo naprej. Bodite samozavestni, če boste sledili tem 3, jaz garantiram uspeh v življenju. Uspeh ni samo finančen, uspeh daje veliko zadovoljstva na drugih ravneh. Glejte, kako konec koncev uravnavate svoj prosti čas za delom, ampak še enkrat, če delate vse z veseljem in strastjo, potem delo ne obstaja. Zaradi tega, ker sem rekel, da delamo od 8. zjutraj do 8. zvečer, me ne moti, zaradi tega, ker zelo uživam v tem. The best in zelo dobri nauki, jih bomo tudi objavili. Tako da, Jaka, še enkrat najlepša hvala, dragi poslušalci, z nami je bil Jaka Gornik, podjetnik, mentor, predavatelj, inovator, jaz bi tudi rekel pionir v house glasbi, tako kot si prej izpostavil, in pa inovator v event managementu. Tako da, Jaka, še enkrat najlepša hvala za tvoje izjemne izkušnje, poglede, in pa držimo pesti in bomo pozorno spremljali tudi tvoje novo podjetje Confiva Global oziroma Global. Najlepša hvala, Mark, za povabilo, bilo mi je v veselje, tako da vsem poslušalcem želim isto, kakor si me zaželel, jaz isto, čisto sem. In če koga še kaj več zanima, se pa lahko preko Beyond Leadershipa obrne tudi nami. Lepo se imejte. Hvala. Hvala. Spremljajte nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.